Dober dan, pozdravljeni na rednih pogovorih Slovenskega sociološkega društva, tokrat o Cankarju. Pravkar minulo Cankarjevo leto je minilo v znamenju novih knjig, novih tekstov na temo aktualnosti, misli, življenja, dela, političnega udejstvovanja Ivana Cankarja, razstave, 2 filma sta bila narejena. Zdi pa se mi veliko pogovorov v raznoraznih medijih. Zdi pa se mi, da je sociološka srenja bila za malenkost, če sem zelo blaga, bolj rezervirana do tega oziroma manj vidna, saj v javnosti, do tega Cankarjevega leta in do celotne Cankarjeve zapuščine. To bolj velja za sodobnejšo generacijo sociologov in sociologin, starejša je nekoliko več pozornosti posvečala Cankarju. Zato sem prosila nekatere kolegice in kolege iz drugih znanstvenih disciplin, ki pa so se in se še vedno ukvarjajo s Cankarjem, da nam pomagajo zapolniti to neko vrzel v naših vrstah in da nam danes nekako prezentira nekaj svojih stališč, ocen o aktualnosti Cankarjevih del. Pa sama seveda, kot veste, nisem strokovnjakinja za Cankarja in v današnji vlogi se nahajam zgolj zato, da bi ta pogovor lahko realizirali, ker sem ga pač inicirala, sem na koncu pristala, da tudi pogovor vodim in moja vloga se bo res dlana zadržala pri tem. Današnji moji gosti so Janez Pipan, Primož Vitez, Vanesa Metajc in Srečo Dragoš. Pogovor bo potekal tako, da bom najprej vsakomur zastavila nekaj vprašanj. Po vrsti, približno po takem vrstnem redu, ki sem jih danes predstavila. Potem bodo lahko med seboj po vseh teh predstavitvah oziroma odgovorih na vprašanja še sami referirali drug na drugega in potem bi odprla še diskusijo za vas. In se vam seveda zahvaljujem, da ste se danes odrekli lepemu vremenu zunaj in prišli teh nekaj minut preživeti z nami. Torej, naš prvi današnji gost je Janez Pipan, slovenski režiser, dramaturg, najbolj znan kot ravnatelj ljubljanske Drame, danes pa tudi predavatelj na AGRFT. Od leta 1980 do 1991 je bil režiser in dramaturg Slovenskega mladinskega gledališča v Ljubljani, nekaj let je potem režiral v različnih gledališčih doma in tujini. Od 1994 do 2008 je bil ravnatelj ljubljanske Drame, potem je nekaj let bil režiser v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Bil je tudi predsednik Nacionalnega sveta za kulturo, zdaj kot rečeno predava na AGRFT. Redno piše kolumne v Sobotnem objektivu in seveda ne morem ne, da bi rekla, da so njegove uprizoritve bile deležne številnih nagrad in priznanj. In če se spomnim začetka lanskega Cankarjevega leta, torej, mislim, da lahko rečem, ali pa se zase lahko rečem, da se je tako rekoč začelo Janez s svojo uprizoritvijo Hlapcev na velikem odru Drame. Preden preideva na Hlapce, pa me zanima tvoj odnos do Cankarja kot avtorja. Če se ne motim, ko si vodil po razstavi v Cankarjevem domu Cankar in Evropa, rekel, da si vzel 1 leto časa, da si prebral celotnega Cankarja in to ne samo enkrat, ampak letos tudi drugič. To se sliši za današnji čas kar neverjetno. V časovnem merilu, kako si nekdo lahko vzame toliko časa za prebiranje.
Zanima me, odkot je izvirala ta tvoja odločitev in če morda lahko poveš nekaj več o tem, kar si v tem istem prostoru v pogovoru s Ksenjo Horvat rekel o tvoji identifikaciji s Cankarjem. Torej, zanima me ta vajin odnos, morda tudi ta vajina socialna umeščenost, habitus, skratka, kje so te stične točke Ivana Cankarja in Janeza Pipana? No, sej, ko sem rekel, če sem, da sem si vzel leto za Cankarja, pravzaprav nisem s tem hotel reči, da sem tisto leto prebiral samo Cankarja. Ampak kot človek, ki se je pač odločil, da se bo v življenju posvečal gledališču, slovenskemu gledališču, s tem povezano tudi s književnostjo. Najbrž je taka odločitev skoraj nujna. Skratka, prebrati Cankarja v celoti se mi zdi predpogoj, na neki način, da se ustvarjalno in seveda z nekim backgroundom, tudi z nekim poznavanjem, s temi vprašanji in s temi temami človek ukvarja. Seveda je bilo pa zagotovo še nekaj več. Ne to, da branje Cankarja ni ravno lahkotno pravilo. Skratka, bilo je to, da me je njegova pisava nekako že zelo zgodaj zagrabila, čeprav je taka neumna beseda. Ampak se zdaj ne spomnim. Nagovorila, recimo, nagovorila, dobro, to je, kot bi me Jezus Kristus nagovoril, to je tako ravno ni bilo, Skratka, odkar sem prebral prve Cankarjeve stavke. Ja, spomnim se, prva knjiga, ki sem jo prebral, je seveda Moje življenje, obvezno šolsko čtivo, s tem, da sem jaz to knjigo bral že v osnovni šoli, in tisto, kar mi je pravzaprav pri njej najbolj osupnilo, je bilo spoznanje, da je to, o čemer Cankar piše, tudi moje življenje. Skratka, tisto, kar me je še posebej presenetilo takrat, kot otroka, je bilo prav spoznanje, da so tudi pisatelji, ki so bili zame neke nedosežne osebe, ljudje daleč stran od mene, kot nekakšni bogovi, skoraj da, živeli v popolnoma enakih, podobnih razmerah, kot sem recimo živel sam v revščini, deprivilegirani, v nekih nenehnih sporih s svojo okolico ali pa vsaj neuglašenostih, nesoglasjih in tako naprej. V šoli so nam seveda lepo razložili, da je bilo tako nekoč, potem pa je napredek, družbeni napredek in še posebej socializem sta poskrbela za to, da danes ni več tako, da je danes vse drugače in da so seveda tudi pisatelji potem nekateri celo doživeli te čase in se jim je godilo bolje kot v otroštvu. Jasno je, da sem krivdo za to, da sem jaz kljub napredku in socializmu še vedno reven in živim podobno, kot je živel Cankar, takoj pripisal samemu sebi, to krivdo seveda globoko ponotranil in se potem dolgo sramoval tiste svoje revščine. In Cankarjeva beseda mi je takrat v otroštvu nekako pomagala se vsaj v meni samem boriti zoper ta predsodek, zoper ta sram.
No, pozneje seveda so bili drugi razlogi, zakaj sem se lotil teh branj, to so bili poklicni razlogi, najprej v študentskih časih in potem zdaj, ne, ko to pravzaprav še vedno počnem, to leto, ne, se je zdaj raztegnilo že skoraj na 3 leta, ne, bo malo, ne, skratka pa še ni konca in najbrž ne bo, ne. Zdaj ni več samo Cankar, ampak tudi vsi drugi avtori in avtorice slovenski književnici so pač tisti, ki jih je treba prebrati, ne, vedeti od njih nekaj in tako naprej. Dobro, na vodenem ogledu razstave v Cankarjevem domu si pa, kot je v tvoji naravi tudi za pričakovati, bil kritičen do tega, kako je bila razstava postavljena. Torej, kaj se spominjamo pri Cankarju, kaj postavljamo v spredje? Vedno je to seveda stvar neke odločitve konkretnega časa in prostora, konkretnega človeka, institucije in tako naprej. Kaj je tebe zmotilo na tej razstavi? Kaj je po tvoji oceni znova umanjkalo na tej razstavi? Spomnim se, si govoril o tujstvu, socialnem. Ja, no, seveda, tista dela, ki so na razstavi posebej izpostavljena in poudarjena, so seveda standardna kanonična dela, ne, ki ta kanon je že zelo star, ne, izhaja še iz časov socializma po drugi svetovni vojni in se ne vem zakaj ne spremeni. Ne. Skratka, ne vem zakaj so nekatera besedila ostajajo v ozadju, pri tem mislim recimo na množico črtic in kratkih zgodb, ki jih je Cankar napisal, pri tem mislim na besedila, ki morda strogo literarno niso tako dovršena kot katera druga, pa vendarle so pomembna, kot so na primer tujci, ne, ki tematizirajo tujstvo in še nekatere druga dela povezana s to temo. Ne. In seveda tisto, kar mi je pa posebej pravzaprav padlo v oči, je pa prazna lisa, ne, na katero bi lahko napisal politični spisi. Cankarjevi politični spisi, natančno ti, ki so ponatisnjeni v tej knjigi, pa še nekateri drugi. Ne. Skratka, ti ne vem zakaj manjkajo, ker se mi zdijo prav ti spisi danes, za današnji čas, za ta trenutek, še posebej pomembni, da ne rečem aktualni. Skratka, govorijo o današnjem času enako, subverzivno, boleče, ostro, kot so govorili takrat o času, v katerem jih je Cankar izgovarjal in zapisoval. In seveda še kaj drugega. Ne? Recimo na razstavi v Mestnem muzeju, ne, preberem v katalogu stavek, po Sarajevu se je Ivan Cankar odločneje, nekaj podobnega, ne spomnim se na pamet, spet obrnil k katoliški veri. Se pravi, znova, pri čemer je iz konteksta, ne, razvidno, da avtor tega besedila, ne, v katalogu ni kaj dosti preverjal dejstev, ki jih zapisuje, ampak jih je preprosto od nekod povzemal in prepisoval. In seveda, ne, še na več drugih mestih sem opazil to tendenco, to zagnanost, ne, da bi Cankarja ponovno zdaj, danes, leta 2018-2019, pokatoličevali, ne, da tako rečem. Ne. Še vedno in znova se operira z popolnoma zmotno zgodbo o tem, da je Cankar da so Cankarja v Sarajevu leta 1909, kot se je izrazil nadškof Josip Štabler, spreobrnili. Ne. Skratka, da je iz nekega anarhista, socialista in tako naprej se spremenil v vernega, zvestega katoličana. Ne. Nobenih dokazov, nobenih dejstev ni, ki bi to potrdila. Ne.
Dobro, zdaj smo v Sarajevu. Skratka, Cankar v Sarajevu leta 1907, kamor se zateče torej, k bratu v neki hudi osebni pisateljski krizi. Brat je seveda duhovnik, morda skozi to pridejo te interpretacije tudi, a pa se jim pač na ta način pomaga. V 2 tednih napiše cel tekst. No ja, malo več. On pravi v mesecu in pol. Hitro. Tisto ključno se je zgodilo dejansko v drugi polovici oktobra 1909 in do tam nekje 6. novembra, ko je v Ljubljano poslal zadnje 5. dejanje drame. V tem obdobju je napisal skoraj vse, nekaj pa je jasno pripravljal že prej. Ja, to bi bilo moje vprašanje. Če je tako hitro napisal, to pomeni, da je ta tekst kar nekaj časa zoril v njem. Ja. In tisto, kar me zanima, tvoje mnenje, kako to zarenje, kaj je zarje, kako to, da je točno tak tekst točno takrat nastal. Kaj se je dogajalo takrat na Slovenskem, kaj je bilo s Cankarjem, vemo, da so bile volitve v Deželni zbor, on je tudi kandidiral, če lahko malo povežeš se te dogodke. No, sej sledi Hlapcev, sežejo prav tiste prvotne zamisli, recimo, ali pa ideje do volitev leta 1907, na katerih je Cankar kandidiral, na listi Socialdemokratske stranke. In takrat si je v neko beležko zapisal samo cerkev in učitelj, da se ne motim. Idejo. Ta ideja pa je nastala na podlagi številnih člankov, ki so izhajali predvsem v časopisu Slovenec in ki so z zelo radikalnimi besedami, zelo radikalnimi obsodbami napadali tedanje liberalno slovensko učiteljstvo. Skratka, ne morem zdaj ponavljati teh besed, da ne bi potvarjal Cankarja, ampak vendarle to so bile res zelo ostre obsodbe, tudi grožnje, tudi takšne, da pač za takšne učitelje, ki ne spoštujejo vere in tako naprej, ki kvarijo našo mladino, ni prostora ne v tem poklicu, ne v družbi in pač pokazali jim bomo vrata, če ne zlepa, pa zgrda, če ne bo šlo po zakoniti poti, pa tudi mimo zakonov in tako naprej. In to se je potem nadaljevalo v naslednjih letih, do leta 1909 je bilo tega zelo veliko. Po drugi strani pa je Cankar kot nadaljevanje te politične kampanje začel intenzivno študirati slovensko reformacijo in še posebej protireformacijo. Ta študij se je potem pokazal oziroma ga je uporabil v 2 predavanjih v Trubarju in še na nekaterih drugih mestih, tudi v nekaterih zapiskih. In pravzaprav je počel nekaj podobnega, kot v drami Hlapci počne glavni junak Jerman, ki pove tisto znamenito repliko v dobi protireformacije. So pri nas pobili polovico poštenih ljudi, druga polovica pa je pobegnila. Med tistimi, ki so pobegnili, je bila tudi družina Hegel, iz katere je potem prišel slavni filozof. Skratka, še sreča, da so pobegnili, tam nekje iz okolice Celovca. In da se je Hegel potem rodil. In skratka, vse to dogajanje seveda se je nalagalo v njem, ni pa o drami sami, tam do tik pred odhodom v Sarajevo kaj dosti razmišljal. On je takrat razmišljal o nekih drugih dramah, bil je zaljubljen v Mici Kessler
In o njej in o sebi je napisal najprej novelo Novo življenje, ne, ki jo je njej posvetil, skratka jo upodobil svoje, tudi izpisal tudi svoje hrepenenje ljubezensko do nje. Potem je to želel ponoviti še v neki komediji, ki ima naslov Hamlet iz cukrarne in od katere je ostalo samo osnutek prvega dejanja, ne, dlje ni prišel. In še nekatere druge drame je snoval, pisal Kurenta, pisal je v tem času črtice in novele z to socialno vsebino, izjemno kritično, glavnino je objavil v knjigi Zakrižen, ne, ampak tudi še po izidu te knjige 1908 je napisal številne črtice na to temo, se pravi, izrazito socialno angažirano, kritično, ostro pisanje, ne, najostrejše morda vsem njegovem opusu. Napisal je Kurenta in tako naprej, skratka, povsem druge stvari, da bi se mu potem tam prav nekje v prvi polovici leta 1909 vse skupaj začelo zatikati. Skratka, ni mu več šlo, Hamleta iz cukrarne ni uspel napisati do konca, drame Nioba ni uspel napisati, Kurent mu je šel izredno počasi, že z Novim življenjem se je mučil in tako naprej. Ne? In seveda bil je pred odločitvijo tudi življenjsko, ali se poroči z Štefi Löffler ali ne, ali odide, ne. Skratka, vse to ga je pripeljalo do odločitve, da sprejme povabilo tega sarajevskega škofa Josipa Štadlerja iz začetka leta 1909 in ga obišče. Obišče v Sarajevu, kjer je bil Cankarjev brat Karel tajnik pri nadškofu. In tako je odpotoval in na seveda zelo podoben način, v hudih mukah, krčih, v nekem, kako bi rekel, v življenjskem krču, ki je nihal od radikalne boeme do popolne pomiritve, ne, in koncentracije, ki jo je potem dejansko izkoristil za to, da je napisal Hlapce, ne, so se v teh krčih, dobesedno porodnih krčih se je ta drama rojevala tam ob Miljacki, kot so rekli, in nastala v nekaj 3 dni. Zdaj, organizirala okrog volitev ne bova, čeprav sem rekla, da bova, ker nam malo časa zmanjkuje, ampak vendarle bi se vrnila še k tvoji uprizoritvi, ki si jo zastavil nekoliko drugače. In me zanima, zakaj si pravzaprav v ospredje postavil neke druge like, kot običajno so bili do sedaj postavljeni, učiteljice, ženske, skratka, množico, ne, ki dobi oblast. Zanima me, torej, kako gledajo zdaj ti tvoji izbrani liki na oblast, kaj jim pomeni vsem tem akterjem, ki si jih ti tudi postavil? Kako si razmišljal o teh stvarih, kako si drama snoval predstavil? Kot je znano, je Cankar sam definiral Hlapce na ta način. V prvih 2 dejanjih prevladuje satira, v nadaljevanju pa se začne tragika. Konča se resno, ne pa tragično in tako naprej, ne, podobne formulacije. In te formulacije so potem v 20. stoletju, celo stoletje pravzaprav zelo močno vplivali na interpretacijo te drame. Skratka, to je bilo tisto središčno, ne. Vse drugo, ne, okrog, pravzaprav je večina interpretacij tako gledaliških kot teoretskih, literarno-zgodovinskih in tako naprej, zanemarila. Ne. Skratka, učitelji, ne, ki so se že ob izidu drame prepoznali kot nekakšne karikature, ne, so bili vsaki uprizoritvi znova bolj ali manj karikirani, osmešeni, skratka, ironizirani in tako naprej in tako naprej.
funkcionirali so v drami kot nekakšen motiv samo, ne? Motiv ljudi, ki se pač ob vsaki spremembi oblasti obračajo po vetru in podobne stvari. Ampak seveda, ali je danes še možno brati to dramo in sploh razmišljati o takih vprašanjih na tak način, ne? Sem se vprašal. Ker namreč danes imamo pa izkušnjo tega, kaj pomeni, ko se na nekih volitvah spremeni oblast v Sloveniji. In ko dejansko pride do tega, ne, da ta sprememba lahko vpliva na življenje ljudi zelo radikalno, na ta način, da ne samo da izgubijo svoje položaje, ampak izgubijo tudi svoje službe, ne, možnost preživljanja celo in tako naprej. Celo univerzo. Seveda, ne, mislim, skratka, in ali je mogoče zdaj na človeka, ki se znajde v taki situaciji in se potem pač odloči tako ali drugače, ne, da se bo bodisi prilagodil in se nekako skušal preživeti ta udarec, ne, a je možno gledati nanj tako vzviška, enostransko, pač samo kot, obrača se po vetru, ne. Seveda ni mogoče, ne. Tudi takrat ni bilo, ampak vmes je bil pa neki čas, neko obdobje, recimo socializem, ne, ko so bile sicer tudi volitve, ampak te volitve takratne niso čisto nič vplivale na življenje ljudi, ne. Lahko bi bile, lahko jih pa tudi ne bi bilo, ne. Skratka, in nekako se je pozabilo na to, kaj pomenijo volitve, ne. Skratka, in še mnogo drugih razlogov je, zakaj pravzaprav ni več mogoče recimo komedije za narodov blagor brati izključno kot neke farse ali pa pohujšanja komedije, ne. Ampak se človek vpraša, kaj pa, če to berem drugače, če to berem kot resno dramo in recimo pri za narodov blagor se potem pokaže, ne, da se šele na ta način dejansko razkrijajo pravi momenti, prave razsežnosti tega dramskega besedila. In podobno je pri Hlapcih, ne. Se pravi, te učiteljice in učitelji se seveda res različno, nekateri tako, nekateri bolj eksplicitno, nekateri manj, prilagodijo novi situaciji, ampak seveda mene so zanimali in predvsem zanimale učiteljice z tistega vidika, ne, ki pokaže njihovo popolnoma elementarno človeško bivanje, ne. Seveda sem se spomnil socialnega položaja učiteljic ob koncu 19. stoletja in še dolgo potem in pač poskušal dramo prebrati oziroma jo pokazati skozi to vizuro. Ne pa več z nekega, bi rekel, vzvišenega pogleda na total, ki ga sestavljajo osebe drame. Gremo še, jo še oprizali predstavo, ne? Je še možno videti, da napotuje v dramo. Hvala, Janez. Vanessa Matajc, naša druga gostja, je predavateljica na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Od leta 1994 do 1998 je bila urednica za kritike v reviji Literatura, kasneje je pisala kritike za časopis Delo, za zbirko književnih kritik Osvetljave je leta 2001 dobila Stritarjevo nagrado za književno kritiko, danes je poleg vsega tudi urednica revije Ars et Humanitas. Hvala, Vanessa, ki si se odzvala našemu vabilu. Glede na to, da je Cankar v mnogih svojih tekstih izrazito družbeno-kritičen do okoliščin svojega zgodovinskega okolja, Ljubljane, Dunaja, province, urbane prestolnice, se postavlja vprašanje, kako pa postavlja in predstavlja v svojih delih ženske v različnih vlogah. Ko govorimo
Cankarju in ta posplošena podoba se bolj giblje med, ne vem, učiteljica, ampak predvsem mati. Mati je tista osnovna figura, okrog katere se giblje pogovor, ko je pogovor o ženskah, posplošeno samo gledano govorim. In seveda trpeča mati je tista, ki se veže na Cankarja. Zdaj, letos jo je Štefančič preimenoval v Pošast, napotujem tudi na branje te knjige, 600-strani knjige. Vendar bi vseeno šla malček drugam, nekim drugim ženskim likom, manj znanim in v precej drugačni vlogi nastopa predvsem ta lik gospe Judith v istoimenskem tekstu, a sem prav iz leta 1904, gospa Judith. Nekateri jo primerjajo dajo neke prispodobe z Emo Bohvalija, Ane Karenino, ne vem, koliko je to na mestu. Samo nakratko bi, ker vem, da je slabo poznano ta tekst, predvsem med našo študentsko publiko, zelo nakratko, ti me boš pa popravila, če bom kje zelo zgrešila. Gospa Judith je ženska, ki se je poročila zelo mlada, preračunano, da bi si s poroko utrdila ustrezni družbeni položaj, do svojega moža pa ne goji nekih pozitivnih čustev, zato išče ljubezen pri drugih moških, a tudi pri teh ljubimcih pravzaprav ne najde tisto, kar išče. Nekako izgleda kot, da takega moškega, ki si ga ona želi, ne obstaja. Dosti podobno, razmišljate dosti? Ko iščemo partnerje, partnerke, Judith pa Cankar ne obsoja, kar je zelo zanimivo, jo ne obsoja. Torej ne obsoja, čeprav se vidi skozi tekst, da pač ona krši neka pravila in neka pričakovanja v zvezi z pripisano žensko vlogo v družbi. Zdaj, vprašanje, ki se tukaj ob tem pojavljajo, je, kako zdaj razumeti ta Cankarjev odnos do Judith. Ti praviš, da je Judith ženska, ki je neke vrste označuje že kot hrepenenski subjekt. In po drugi strani praviš, da subvertira to neko družbeno vlogo ženske. Kako bi pravzaprav v tem primeru s to frazo, da literatura nastavlja družbe ogledalo, zdaj pokomentirala preko tega teksta? Hvala za vprašanje. Dejansko literatura ves čas ali prav vprašuje resničnost, na katero se nanaša, ki jo tako rekoč citira in postavlja pod vprašanje vse norme, ki jo upravljajo vsakokrat v vsakem zgodovinskem času in prostoru. In Cankarjeva literatura tu najbrž ni nobena izjema, kot se bo še bolj videlo, vključno s tem, kar je povedal kolega Pipan in kar boste verjetno še povedala kolega Primož in Srečo. Najbolj smo navajeni Cankarja povezovati z mitiziranim likom matere. Ikona Cankarinsko delica Kare pač vključuje tudi ta mitizirani lik matere. To je eno. Drugo pa je tisto, kar pa gre čez vsa pričakovanja, ker ta lik matere, kakršnega vidimo, razbiramo, tako nasplošno v Cankarjevem opusu, pač povsem ustreza, recimo zelo krščanskim socialno-moralnim normam Cankarjevega časa. Kaj pa kakšni drugi Cankarjevi ženski liki, glede na to, da se je konec koncev Cankar precej dobro počutil doma na Dunaju, se tam soočal z čisto drugačnimi praksami medčloveških odnosov, tudi medspolnih odnosov, legaliziranih ali ne, vseeno. In tudi z Dunaja lahko kritično gledal na slovensko situacijo. Konec koncev Dunaj je bil v tistem času tudi eno od prestolnic, kjer se je intenzivneje začenjalo tudi žensko emancipacijsko
mogoče še neorganizirano gibanje, pobude pa vsekakor zelo močne. Recimo en mimobežen podatek, ki sem ga čisto slučajno našla, je, da so Dunajčanke nekje okrog leta 1900 organizirale listo podpisov žensk vseh poklicev, ki so jih potem izročile gostujoči, takrat zelo slavni, tako imenovani pisateljici ženske literature, ne vem sicer, kaj naj bi to bilo, ampak pač literature, ki so jo bralke intenzivno brale, Eugenije Magritte. To je bilo zelo zanimivo. To je bila ena takšna počastitvena gesta, ki je nekako združevala v skupnost, poenotila pač različne predstavnice žensk v različnih poklicih, ki so se teda očitno že tako profilirale. Se pravi, Cankar se je kot na Dunaju živeč nekako pričakovano, verjetno odzival tudi na pobude v zvezi z vprašanjem vloge ženske v družbi. Kako, na to je pa mogočih več različnih odgovorov, njegova literatura v bistvu ne daje enotnih odgovorov. Je pa gospa... A je to prvi tak subvertirajoči lik v slovenski literaturi, ženske? Če Zofko Kveder, sem pri moških avtorih. Zofka Kveder pač uveljavlja lik bolj ali manj emancipirane ali pa proti emancipaciji napredujoče ženske. Ali se ta lik potem v razvoju dogajanja zlomi ali ne, zaradi takšnih okoliščin, to je potem drugo vprašanje, ampak Zofka Kveder sistematično to uvaja. Saj je tudi sama živela v položaju, ko je bila popolnoma emancipirana, tako z vidika lastnih dohodkov, kot z vidika javnega delovanja. In potovala je, ja. Ampak Cankarjeva gospa Judica, se pravi, da grem v tisto točko vprašanja, ki pa je popolno nasprotje Cankarjevemu liku matere, se mi pa zdi prvi tako subverziven lik v slovenski književnosti z vidika seksualne emancipacije. Ker lik gospe Judic je, ona je torej poročena, kot si rekla, poročena, ampak še preden se je poročila, se pravi še kot komaj odrasla ženska ali še skoraj deklica, se je sistematično odločila, da se bo poročila, da pride ven iz te zablatene doline Šentfranske. So reference na Ferrantejeve, dva glavna lika tudi zelo močna. Ja, ja. In torej ona se sistematično odloči, kaj je narediti in hkrati ve, da bo prekršila pomen tega, kar naj bi predstavljal zakon. Se pravi, zvestobo možu in v skladu s tedanjimi prepričanji najbrž tudi vsakršno podrejenost možu, vsekakor pa v ekonomskem oziru. In ona to torej že pred samo poroko sistematično subvertira samo inštitucijo zakona. Nadalje živi tako, da si suvereno izbira različne ljubimce, pri čemer pa ni prostitutka. Se pravi, glede na takratna dva klišeja, kakšna je ženska vloga, idealna in njeno nasprotje, kakšna je ženska družbena spolna vloga, kar je feministična teorija Childebert povzela v lik prostitutke in lik device Marije, recimo. Judith v bistvu ni zares nič od tega,
Kajti odlika prostitutke jo razlikuje to, da se ne prodaja. In odlika Device Marije jo pa seveda razlikuje subvertiranje vsega, kar naj bi ženska opravljala kot odrasla ženska v družbi, se pravi ubogljiva hči, zvesta soproga in mati. Judith pač ni nič od tega. Hkrati pa ne moremo reči, da se popolnoma odmika od recimo Cankarjeve podobe idealne tudi ženske, kakor tudi moškega, se pravi njena subjektivnost, njena notranjost, njena duševnost jo osamosvaja, tako da pač jo poganja neizpolnljivo hrepenenje, ampak za razliko od številnih drugih Cankarjevih, tako moških kot ženskih likov, Judith to svoje hrepenenje spreminja v željo, hotenje, kako naj bi uresničila, kar si želi. Se pravi, ona je akcijska. Ona si sama organizira situacije, v katerih bi morda lahko srečala, preizkusila in vzpostavila razmerje z moškim, erotično razmerje, brez hinavščine, brez pretvarjanja. In vsakič znova se pač izkaže, da to v tej dolini Šentflorjanski pač ni mogoče, ker vsi od nje pričakujejo, bodi si, da bo prostitutka, bodi si, da bo Devica Marija. V smislu seksualne in erotične emancipacije je Judith verjetno prvi takšen lik v slovenski književnosti. Zofka Kreder žensko vzpostavlja na drugačen način, tudi kompleksno je, bolj celovito, Cankar pa recimo gre v ta vidik in jo na ta način izpostavi. To je bilo za tisti čas seveda zelo predrzno in dejansko je tudi Cankar provociral vse tiste literarne kritike, ki so ga napadle, kako kakšne grdobije, kakšne svinjarije piše v zelo pretresljivem romanu Hiša Marije Pomočnice, ko piše o usodi proletarskih deklet na Dunaju. Ne da bi kaj polepševal. Je pa recimo Judith, za razliko od Jacinte v Pohujšanju v dolini Šentflorjanski, je Judith tista, ki je v prvem planu. Jacinta je recimo v drugem planu, nekako kondon ali sozavodnica protagonista Petra, medtem ko je Judith sama protagonistka in sama upravlja svoje življenje. Problem pa je seveda ta, da nimamo pojma in besedilo nam ne pove, na kakšen način je Judith to omogočeno, se pravi, kakšni so njeni ekonomski pogoji. To pa ni reflektirano, je pa seveda ključno vprašanje v zvezi z žensko emancipacijo. Kaj ji omogoča to suvereno upravljanje z lastno dušo in telesom, da tako rečem? Zakaj ti praviš, da gre za poskus realizacije ženske emancipacije, ne pa še realizacijo? Ravno zato, ker določene, po moje, ključne stvari pa tu niso pojasnjene. Cankarju se torej Judith ne zdi problematična kot erotično emancipirana oseba, ki sama odloča o svojem telesu, sama odloča o svojem življenju, sama organizira situacije, v katerih preizkuša in se tudi smeje, ironično zasmehuje, subvertira okolje, razveljavlja norme okolja, vse to drži. Ampak kaj ji to omogoča? Kakšni ekonomski pogoji ji to omogoča? To pa po moje v besedilu ni jasno. No in zdaj, če soočiš ta tekst z Virginia Woolf lastna soba, ima tak točno to, da nima te lastne, očitno, ali pa se ne vidi, da ima lastna soba, ki bi omogočile to njeno samostojnost, ekonomsko, oziroma mir, kar se pa še zraven. Tukaj se da mogoče še mičkano bolj precizirati to metaforo Virginia Woolf. Judith lastno sobo na nek način ima v smislu tega, kar je v njenem razmišljanju. Nima pa lastnih dohodkov. Se pravi, ni jasno, odkot je omogočena ta njena lastna soba.
je pa zelo pomemben lik, ravno zato, ker je sama sposobna reflektirati sebe in svoje okolje z vsemi družbeno-moralnimi normami, ki jih to okolje vzpostavlja njej in sebi. In v stikih z Judic to okolje pokaže, da se samo ne drži teh norm. To so nekateri prizori so tako strahotno satirični, da so vsaj zame nepozabni, sijajni. Če recimo 50, 60, 70, 80 let nazaj bi znali reči, ok, ta tekst je malo čudno, zato ga ni v kanonu, zakaj ga danes ne? Zdi se mi, da se danes počasi spet prebija v bolj brane Cankarjeve tekste, recimo kolegice slovenistke so v okviru Cankarjevega leta izdale monografijo o Cankarju, kjer izpostavljajo marsikatero tematiko, ki prej v Cankarjevem branju ni bila tako zelo izpostavljena, vključno s potencialnimi feminističnimi vidiki, pri tem razmišljajo mogoče še odločneje od mene v zvezi s Cankarjevo postavitvijo suverenejših ženskih likov. Ampak, ja, dobro, z čisto literarnega vidika bi sama pač rekla, da bi bilo fino, če bi ta Cankarjev tekst pred dokončno objavo še malce temeljiteje bral kak urednik, urednica in morda kakšne stvari črtal, kakšne stvari bolj poudaril. Z čisto literarno-strukturnega vidika bi sama rekla, da bi se ga dalo še izboljšati. Ampak po mojem to pač ni edini razlog, da tekst ni šel v kanon. Kar me je presenetilo zlasti pri monografiji Dušana Perjevca, ki je sijajna, vrhunska, odlična, ampak gospe Judit kratko malo ne omenja. Dobro, to se je mogoče razlagati s časom, v katerem je izšel in ko bi ta tekst pač zlahka dobil oznako dekadenčna literatura po zgledu recimo socrealistične presoje tekstov, ki se ne ozirajo na recimo družbeno-ekonomske okoliščine in gospa Judica v bistvu ne. Primož Vitez je naš tretji gost. Primož Vitez je profesor na oddelku za francoski jezik, na filozofski fakulteti. Predava francoski govor, pravopis, pravorečje, liberalno prevajanje in teoretično jezikoslovje. Na raziskovalnem področju se posveča jezikoslovju govora, stilistiki, pravoslovju, meddisciplinarnim pristopom k analizi jezika. Je pisec literarno-stilističnih študij s slovenskim prevodom nekaterih pomembnih del Voltaire, Diderot, Flaubert, Yourcenar, Camus. Prevaja gledališka, prozna in pesniška besedila, tudi on je za prevod in dramaturgijo Joneskovih nosorogov leta 2008 prejel Borštnikovo nagrado in nagrado Dominika Smoleta, pa še nagrado Srednjo nagrado, skratka, da ne naštevam vrst nagrad, je pa tudi glasbenik in snovalec številnih dramaturgij. In potem pride Cankar in moje vprašanje je, odkot odločitev za to, da nekdo, ki se ukvarja s prevajanjem francoske literature, se odloči urediti politične spise Ivana Cankarja, slovenskega pisatelja, torej kaj tebe veže na Cankarja? Kje se tukaj, a so tudi tukaj kakšne identifikacije? Jaz bi čisto na kratko razložil pragmatiko tega mojega stika z Ivanom Cankarjem, namreč sodelujem pri letos Univerza v Ljubljani 100-letnico bo obhajala, verjetno to veste. No in v zvezi s tem na univerzi jaz pač, kako rekel, sodelujem znotraj neke jedrne ekipe za to obeležitev. Cankarjev dom je ob 100-letnici Cankarjeve smrti univerzu nagovoril, da naj organizira nek dogodek, ki bo potekal v Cankarjevem domu na temo pač Ivana Cankarja in takrat
sem bil tudi jaz povabljen k razmišljanju o tem, kaj bi naredili, in smo se odločili, da bomo naredili skupaj študenti Akademije za likovno umetnost, da bomo naredili razstavo na temo Hlapec Jernej in njegova pravica. To je bila razstava, ki je doživela premiera oziroma odkritev januarja lani, to se pravi, bila je skoraj en prvih dogodkov te Cankarjeve stoletnice. Potem pa smo se dogovorili, da bomo na osnovi te razstave, da bo ta razstava delovala kot nek dramaturški osnutek za predstavo, ki pa je doživela oktobra, mislim, da lani, premiero v okrogli dvorani Cankarjevega doma, Hlapec Jernej in njegova pravica, v režiji Žige Divjaka, ki je to naredil kot magistrsko predstavo na Agregu. Potem ljudje to spremljajo, te stvari skratka se razvijajo, ker so tudi v medijih in tako. In je urednik Kondorja, urednikov mladinske knjige, Andrej Ilc, prišel na idejo, da kaj pa če bi ti, glede na to, da si bral Cankarja, da bi naredil to. Skratka, in sem se zelo z veseljem strinjal in sem se lotil te naloge na nek način. Šel sem pregledati, jasno seveda, kaj od političnih spisov je do zdaj in kako že izhajalo. Izhajale so že določeni izbori. Vsi te spisi, jasno, da so izšli že v obeh, ali mislim, da so celo 3 oblike zbranih del. Na zadnje v 70-ih letih kot 25. knjiga pri Državni založbi Slovenije. Jaz sem pa v dogovoru z urednikom Andrejem Ilcem, ki je mimogrede tudi predlagal, da bi bil tak naslov, skratka, kako sem postal socialist. To je naslov enega od esejev, enega od njegovih teh političnih spisov. In sem se lotil tega, se mi zdi malo drugače, v smislu, da sem skušal malo preudariti, kaj to sploh je politično v literaturi. Zdaj jasno, da vemo, da je Cankar pač zlasti leta 7, ko se dejansko vključil v politično dogajanje v svojem okolju in pač propadel na državnozborskih volitvah, da je to en moment, ko je treba govoriti o njegovi politični participaciji. Ampak se mi zdi, da je v umetnosti nasploh, ne samo v literaturi, marsikatero, če ne pravzaprav skoraj vsako javno umetniško dejanje, tudi hkrati tudi politična gesta. In zaradi tega se mi je zdelo, da je treba v tak izbor, poleg političnih spisov, govorov, predavanj in tako naprej, treba vključiti tudi tiste fikcijske tekste, spravi literarne tekste, ki imajo zelo močno izraženo politično oziroma, kako bi rekel, idejno stališče. To pa zaradi tega, ker so ta idejna stališča zelo pogosto bila predmet ideoloških prisvajanj. In se mi zdi, da je, recimo, Hlapec Jernej je izšel že, ne vem, sploh je nepreštevno, v kolikih izdajah je Hlapec Jernej že izšel, ampak jaz sem ga pač namenoma vključil tudi v ta izbor, ravno zaradi tega, ker je bil Hlapec Jernej tisti tekst, ki je v bistvu že za časa Cankarjevega življenja, hmalo po smrti, med obema vojnama, še posebej po drugi vojni in še danes se nadaljuje ta, kot mu rečem, boj za interpretacijo Cankarjevega opusa. In da je Hlapec Jernej pravzaprav tisti, ki je v tekstu, v katerem se najbolj ostro pokaže ta, kako bi rekel, umetnik, Cankar, mislec kot paradoks na 2 nogah. Se pravi, kot človek, umetnik, ki združuje v sebi naravno, običajno, kot vsak, kot mi vsi v resnici, ampak s to razliko, da je on to javno in uspešno in talentirano počel, stvari, ki se navzven ideološkim presojam zdijo popolnoma nezdružljive in je zaradi tega v resnici ta boj začel potekati in ga ni konc še danes. Mimogrede, ravno na tem simpoziju 11. decembra sem jaz v resnici začuden poslušal kolego z primerjalne književnosti, Vida Smoja, recimo, ki je svoj referat pravzaprav posvetil temu, da bi utemeljil to, kako je Cankar katoliški pisatelj. Recimo, jaz na nek način danes tega ne razumem več, ker je, kako bi rekel, estetsko zainteresiranemu bralcu se mi zdi, da mora biti puno jasno, da ta človek pač in socialist, in kristjan. Kaj je s tem narobe v resnici? Zakaj se to? Recimo, ena primerjava, ki v bistvu si jo je zaslediti že v tekstih od Ivana Prijatelja, kmalu po, se pravi iz leta 21, kmalu po
po Cankarjevi smrti, da obstaja neka možnost, da je Cankar bral Oskarja Wilda in njegov esej o človeški duši v socializmu. Ne? Tiste esej o človeški duši v socializmu je bil napisan leta 1991 in pravzaprav, kako bi rekel, vzdušje je podobno, kot je v teh socialno ali politično angažiranih Cankarjevih tekstih. Namreč, tam prva četrtina tega eseja govori o socializmu kot o senzibilizaciji družbe in posameznika, ne samo do sočutja, kar je v bistvu lažja pot, ampak do misli, ne, da je v bistvu, kako bi rekel, lažje biti empatičen do trpljenja, kot pa do misli, in da je to naloga človeške v resnici, da se senzibilizira v tej smeri. Potem pa zadnje 2/3 pa recimo govori o Kristusu kot o prvem socialistu. In tukaj ni nobene razlike pravzaprav. Ne? Kristusova procesija, ki je na nek način pandan hlapcu Jerneju, je to. Ne? Se pravi, Kristus, ki s svojim plapolajočim ugrinjalom, rdeče barve pač, ne? Vodi slovensko ljudstvo, je seveda podoba, ampak je podoba neke prihodnosti, je podoba neke pravičnosti. Pesnitev 12, blok. Ja. To je bistveno, ne, ta navezava na bloka. Čeprav še malo več, leta 13 v tem istem spisu Cankar, torej kako sem postal socialist, zapisal najprej nekaj kritičnih stavkov o sebi, o svojem nepoznavanju družbenih razmer, ki bi jih kot študent moral in o tem, kako se je bil na mesto, da bi se družbeno in politično angažiral, zatekel v literaturi. Zdi se, da je bivanje na Dunaju, da ga je radikaliziralo, ugotavljal krivice, ubožstvo in tako naprej. Ampak potem pa zapiše še tale stavek. Uredba družbe, tista uredba, ki je dodelila vse bogatstvo zemlje in vse sadove človekovega uma, kapitalu brez imena ter mu zaslužila človeštvo, je izvirek vsega hudega. Ta stavek bi lahko pisal marksist. Torej, moj komentar na to je bil marksist. Ja, ne vem, kakor jaz vem, je eno prvih Slovencev, ki so brali Nietzscheja, recimo, za Marksa pa verjetno je. A smem samo stavek dodati? To je lahko prebral v delu Nevarni socializem Edvina Kristana, ki je išlo 1908. Imam natančne citate. Samo mimo. To, kar ste, mislim, to socialistično misel o koncentraciji kapitala, odnos kapital in delo, to. Ja, ampak on je na Dunaju pa zelo Ja, se je na Dunaju, se je nekaj, je tam deloval, je bil član tudi avstrijska socialdemokracija, mimo ljudi. Ne bom se vmešavala, samo to, da povem, da... Kje se je navzel? Kje so bili njegovi, kdo so bile njegove referenčne točke za te socialistične ideje? Kaj je bral? Sedaj, smo nekaj slišali. Pa še smo vrgu Krek. Krek, evo. Pa Josip Stritar. To ga je tudi nekako prepričevalo k temu, da se mora tudi aktivirati politično. Ne samo, skratka tudi ta Marksova teza, ne bomo samo, ampak se bomo svet tudi spreminjali. Odkaj je ta knjiga iz leta 7, ne prej? Ne, to je socializem, ampak črne bukve, ki jih je dokazljivo bral, tudi v zvezi s Francem, je pa že konc 19. stoletja. Tisto je močno zadeva. No se kreki... Tako kot ste omenili, tu imate vse noter, imate socializem, še pol koraka prej socialnost, krščanski socialec, potem socializem, imamo krščanske socialiste in tu noter imate in Marksa in Kristusa. In ta paket je ključna politična in tudi najmočnejša sindikalistična sila celo obdobje med obema vojnama. Pa so ga pa komunisti odrezali zadnji predstavnik, ki je bil Kozbek. Vlasnik je bil pa prvi Krek, pa potem Cankar. V Franciji je bila podobna situacija s Charlesom Péguijem do leta 17 pač do smrti njegove v prvi svetovni vojni in kasneje do smrti leta 1943 Simone Weil, v resnici ta kako bi rekel, radikalna krščanska filozofija, ki je v svoji radikalni veri ves čas vzdrževala in vzpostavljala stike s komunisti in delala v tovarnah, delala v vinogradih, vse skratka, to je skoraj
ko rekel, skoraj, nočem reči patološka zgodba, ampak je, ko rekel, tako radikalna filozofsko-religiozna zgodba, da je ona recimo pač, vse sam meni grede detajle, da je, kako rekel, svojo smrt pričakovala kot krono svojega bivanja po Kristusovem vzoru. Ampak hočem reči, da ti spoji, to, čemu se potem kasneje tudi mogoče v dnevni ali politični rabi ali v teh taksonomijah reče krščanski socializem, to je trajalo pravzaprav v resnici, razen mogoče v Italiji do 70-ih let, samo do druge svetovne vojne. In zadnji, recimo... V Italiji pa Pasolini, ne, več čas. Ja. Ampak jaz vidim zadnji odziv, približen spoja te socialne misli z krščansko, ko bi rekel, nominalno identiteto v Angeli Merkel. Ampak dobro, je čist drug, ko bi rekel, pragmatičen primer, ampak zanimivo, to je Angela Merkel prihaja iz vzhodne Nemčije. Hočem reči, se mi zdi, da je bilo takrat v 70-80 letih ta način mišljenja še možen, jasno kot disidenco in tako naprej. Če gremo še malo nazaj na Cankarja, pa na Dunaj, pa na to tujstvo, pa na te socialne razmere na Dunaju, njegova revščina in tako naprej. Koga je to radikaliziralo v njegovih stališčih in njegovih pogledih? To tujstvo, to... Jaz sem občutek, kako Janez govori zelo lepo o teh dveh paralelnih zgodbah, njegovi in Cankarjevi. Jaz sem občutek, da je Cankar naravno živel, iz svoje izkušnje pomankanja in rečem, da je naravno se, kako bi rekel, se izgradil v to vrst poetično bitja. Da je pač, ko je čutil na nek način, seveda se človek se primerja, pa ko je čutil krivico, kot recimo popiše v poglavju z otroki, v Hlapcu Jerneju, recimo. Da je to, ko bi rekel, njegova življenjska izkušnja, da je pripeljala do te izostritve, do izostritve te, kar rekel, socialne senzibilnosti. Jasno, ključno stiki z Janezovim listom Krekom, ki je bil pomembna figura, takrat ne samo v političnem življenju, ampak tudi kot mentor. K Kreku so hodili mladi ljudje, dijaki, med njimi tudi Cankar, se pogovarjati o teh stvarih. On je bil na nek način njihov mentor. Se obstaja v obrazih izbire Cankarja, intervju z Ivanom Cankarjem, ki pravi, sem bil pri Kreku, sem ga prosil, če mi posodi hvalnico norosti, od Erasma Rotterdamske in mi je ni posodil. Recimo, v tem smislu. Potem pa seveda še ta izkušnja tujstva, ki je pa se mi zdi v tem smislu, da Cankarjev celoten opus, mislim, da tudi upravičeno tretiramo kot neko diagnozo, če ne celo prognozo v bistvu našega slovenskega kulturnega okolja. In da je bil za njega res ključen ta umik ali beg, ali nuja odhoda v eno drugo okolje, kjer je on seveda na lastni koži izkusil to dno neko. In se mi zdi, da ravno v tem smislu za to diagnostiko njegovo, da je že vsaj od leta 18, ko je nastala ta slovanska kraljevina, da se celo slovensko kulturno okolje, cela kulturna skupnost od takrat in do danes, se pravi čez prvo, čez drugo Jugoslavijo še danes, na nek način bode s tem problemom tujstva, ki mu danes zelo pogosto, ali pa, kako bi rekel, v raznih kontekstih se rečemo tudi čefurstvo. In da je tukaj slovenska kulturna okolje v zelo specifični situaciji, ker vsi nismo edini taki, ampak odnos do tujca je izrazito ambivalenten. Mi imamo prave tujce, ki jih častimo, ki jih spoštujemo, in imamo neprave tujce, in ki jih zaničujemo, jasno. In problem je seveda
v tej ambivalenciji je problem to, kaj smo mi, ne, se pravi, kako se mi umestimo med ta dva odnosa. In nažalost moramo ugotoviti, da zelo pogosto vidimo, da je posledica tega v resnici neka oblika samozaničevanja. Da zelo velikrat mi vidimo, da to, kar je tukaj, itak je, ni načevedno. Marsikjer indica, če opazujemo razmerje ali pa razmere v tej družbi, nam to pove. Je pa seveda to paradoksno, ker konec koncev nekdo, ki recimo, da je Cankar uspel iti na Dunaj. To je od tukaj izgledal uspeh, absolutno. Tako kot danes izgleda uspeh, da gre, ne vem, ta Koležnik v Düsseldorf, pa Stuttgart, pa recimo, ali pa ne vem kdo, skratka, da uspe. Ampak kar se mu zgodi, ko pride v pravo tujino, na nek način postane čefur. In je tukaj ta, kako bi rekel, ta paradoks, ne moramo reči jasno paradoks slovenstva, ampak paradoks takih družb, ki ves čas živijo v tej dvojnosti in so na nek način frustrirani ves čas s tem. Dobro, hvala. Še zadnji današnji gost, Prosilče Dragoš, sociolog, eden aktivnejših in razpoznavnejših slovenskih sociologov, predavatelj na Fakulteti za socialno delo in sicer pokriva področja kot so temeljne teorije družbe, skupnostno socialno delo, družbene neenakosti, socialno omrežja, religija, socialno delo. Prosilče Dragoš je tudi eden zvestejših analitikov in kritikov socialnih politik v slovenskem političnem prostoru in bi ga lahko prav tega, ker se ves čas javno oglaša, uvrstili v tisto kategorijo, ki jo rečemo public sociology. Srečo, hvala za to tvojo aktivnost. Res, z vsem spoštovanjem. Skratka, Srečo, ti in jaz oba predava neke vrste uvodne kurze v sociologijo. Jaz ugotavljam, da je vednosti o polpretekli zgodovini, politični in socialni med mlajšimi generacijami bolj malo. In me zanima tvoje mnenje, kaj bi morali uvrstiti med temeljne sociološke tekste od Cankarjevih tekstov, zato da bi tudi ta del neke socialne zgodovine naši študenti, študentke malček bolje poznali. Kaj bi tere tekste bi dal v obvezno literaturo? To je zelo navadno. Poskusi. Vprašala, kaj mi je najljubše ali pa aktualno, zlahka odgovoril, saj bom. Zdaj, ko pa nekaj predpišemo, imamo vsi izkušnje. Naj bo še tako vrhunska literatura, ko ni boljšega recepta, da ti jo priskutiš. Če je obvezna, če moraš nekaj delati. Neko tisto dopolnilno se pisla, veš, kot rečemo branje. Recimo, da namigneš in pol sami odkrivajo, pa iz tega nekaj vrnja. No, jaz bi gotovo kar tudi nadaljeval z Hlacem Jernejem. Mislim, da je to, in točno zaradi teh razlogov, ste mi že gobe pobrali, kot se reče. Kar je bilo omenjeno, to je tudi ta izraz, ste uporabljali, paradoksalna knjiga. To je edina Cankarjeva knjiga, ki so jo vsi od leve do desne kritiki že v času 1907 izida pohvalili. Zakaj? Ker je tako lepo berljiva, nič se ne afna tako kot leto prej z nekimi novimi formami novega romana in tako naprej, ampak ima zelo klasično strukturo, po poglavjih sestavljanja je iz dialogov, samo še slikce bi manjkale, recimo zlahka razumljiva, nič preobtežena, kaj šele nabuhla, to, kar smo nekateri učitelj z metaforami in tako naprej. Popisuje tega reveža, njegovo zgodbo in tako. Po drugi strani, in to je edina taka knjiga, ki smo vsi priznavali berljivost in podobno, celo izredno bili presenečeni, kako je lahko on sposoben kaj razumljivega napisati. Po drugi strani, seveda so se pa že takrat, zdaj ponavljam to, kar je bilo rečeno, takrat so se pojavile zelo različne interpretacije, kaj to sploh pomeni Hlapec Jernej. Ta kratka, razumljiva, berljiva novela. No in
te interpretacije so bile izključujoče in tisto, kar bi rekel, je meni zanimivo, zaradi katerega, to je razlog, da velja še enkrat brati, ne, zadevo, je pa to, da te izključujoče interpretacije so tudi danes enake in enako izključujoče. To ne gre za v tem smislu, da imamo pač, tako kot smo prej govorili, različne interpretacije in potem pridemo nekako do zaključka, lahko vse skupaj vidimo noter. Ne? Več pomeni teksta in tako naprej. Že. Te interpretacije so bile izključujoče v smislu, če ena druge ne morejo biti. Jaz sem tu naštel, pa sem zelo tako splošno, če bi šel bolj podrobno, bi gotovo še kako več, naštel 4 interpretacije. V enem stavku jih bom povedal, hlapca Jerneja, jaz ponujam pa 5. In sicer prva interpretacija vseh pohvali od Lampeta v Domni svet, takrat je bila, rečemo temu, legalistična, pravniška. On je rekel, super novela, opisuje slovenskega človeka, trpljenje in tako naprej, vendar Cankar ni razrešil, in to je mišljeno bilo kot očitek, Cankar ni razrešil lastninskega problema, ki si ga je zastavil. S tem je Lampe mislil na, to je bilo nekak namik na resno pomanjkljivost novele, to je mislil na tisti zaplet, ki ga Jernej nekje artikulira v enem stavku, čigava je jablan, ali tistega, ki jo je zasadil, ali onega, ki jo je otresel. Ne? To pomeni, kdo si zdaj lahko lasti pravico do tistih jabolk, ali oni, ki jih dol pobere, ali pa oni, ki je drevo zasadil, skrbel za njih in tako naprej. Ne? In seveda Jernej tega odgovora na svoji kalvariji, vse tja do cesarja na Dunaju, ne dobi, v noveli ga ni in seveda to naj bi bila pomanjkljivost. No, potem je pa ravno nasprotno, to je zdaj nasprotna, ne ena od možnih, nasprotna interpretacija je ta, hardcore marksistična, od Ivana Prijatelja in drugih, torej revolucionarna interpretacija, dobesedno pravi, to je prepesnitev hlapec Jernej in njegova pravica, to je prepesnitev Marksovega komunističnega manifesta. Ne? Zaradi tega, ker tu imate noter človeka, ki je izkoriščan, ki je proletarec, pa še, bi rekel, brezposeln, lumpen proletarec, nima sredstev za življenje, nekdo si pa lasti tiste sin, ki ga je na podu piše Jernejevo delo, torej Jernej ostane brez produkcijskih sredstev in potem tista kalvarija, ne, in na koncu zadeva konča s požarom. Požar je pa simbol svetovne revolucije nad tem krivičnim svetom. V tem požaru treba še nekaj reči, bom pa povedal. No, tretja interpretacija, se smo že pred 3, so samo 4. Ta glavne, tretja je pa ravno obratna. Ne? Tretja je pa, bi rekel, ta cerkvena, oficialna, tradicionalno klerikalistična, ki lahko rečemo moralistična. Zelo podobna, ne slučajno, marksistični. Tretja interpretacija pravi, komunistični manifest, to je prepesnitev Biblije. Ne? Jernej kot Kristus in potem tistih 12 potov in tako naprej, no se teh razdelkov je več, 17 ali koliko. In seveda na koncu je Jernej tako rekoč križan, tako kot v Bibliji Kristus. To se nanaša na tisto, da vaščani vržajo Jerneja, da prvo ga pretepejo, mučijo, potem ga pa vržajo v tist plamen. Plamen je pa požig te sitarjevine, te kmetije, iz katere je bil Jernej izgnan. Ne? To je taka kristusovska zgodba. S kakšno poanto? Poanta je, če bi bile, in to so naravnost napisali, to je samo ponovim, ne? To ni moj izmislek, poanta te klerikalne interpretacije je, bistvena je tu morala. Če bi imeli v družbi prave vrednote, torej katere pa so prave, tiste iz Biblije, ne? Kdo jih pa razglaša? Cerkev, ne? Ki ima največji uvid v Biblijo in tako naprej. Če bi bile prave vrednote v družbi, se to ne bi zgodilo, zdaj se pa je, vidite, ker nimamo pravih vrednot. Ne? In seveda počigavi krivdi, po krivdi vseh tistih, ki nasprotujejo cerkvi. Ne? To je bila osnovna
ideja. Torej, in ta ideja se rušilno razvija potem ne samo od teh kritikov, ampak to je naša veliko popretekla zgodovina, vse do fiaska v drugi svetovni vojni. Moralizem, ne, teoretsko, ne, dobro poznava, ne, Ušeničnika, on je bil glavni, ki je razvijal naprej to idejo, torej spremeniti družbo, kako? Z moralizmom. Prave vrednote, prave ideje in to ni nič drugega kot Mahničevski paradigma. No, četrta, na podlagi istega teksta, iste jasne novele, interpretacija je, se mi je zdela zelo zanimiva od Rudija Concilije. 1983, to je njegov doktorat, je duhovnik, dosti pozno, 1983 je izdal knjigo o Cankarju, v kateri je trdil malo drugače. Se pravi, tudi je to smatral za verski, katoliški tekst, ampak on je trdil, temu bi lahko rekli krščansko-socialna ali pa celo krščansko-socialistična interpretacija, on je trdil, kaj je zdaj tu glavni problem. Že pravi Concilija, Cankar je tako kot Kristus, boj za pravico, res da na koncu telesno je premagan, a duhovno zmaga, ker je pravičnost na njegovi strani in tako naprej. Vendar Concilija zraven, česar prej klerikalne interpretacije niso videle, opozori na to, kako ga je župnik, hlapca Jerneja, zlogiral ven iz cerkve. Namreč v enem zapletu, tam, ko Jernej hodi iščoč pravico pri različnih predstavnikih, eden od teh je poleg oblasti župana, pa tudi civilne družbe, študenta, pa celo otroke vpraša Jernej, kaj imeli za narediti in tako naprej. Vsak mu pa pove približno eno in isto, nič ne boš upravil, boš da greš nazaj in tako. No, potem se zateče tudi k župniku v cerku, pa v smislu, vi veste, kaj je Sveto pismo, tam noter bo pravica, poglejte v Sveto pismo in mi povejte, a je pravica ali ni. Župnik pa se nekaj časa upira in tako naprej, na kar Jernej, hlapec Jernej vzroji in reče, a je pravica ali ni, ali je Bog ali ga ni. Češ, poglejte v Sveto pismo, tam mora pisati. In seveda, ali je Bog ali ga ni, tu ga pa župnik vrže ven iz cerkve, ti heretik, oziroma ni rekel te besede, ampak nevernik. Vidite, ne? In Concilija je to nekako opazil, to je tam na slabi strani opisano, namreč, da je tu cerkev zatajila. To je kritika v bistvu, to je katoliška zgodba, pravičnost in tako naprej, vendar cerkev ni upravila svoje vloge. Če bi znala, ampak to je 1983, če bi znala cerkev pravilno evangelizirati, ne od zgoraj navzdol, z viška, z silo, ampak recimo tako, ko jehovci pridejo domov, ko ne rabiš ti hoditi, pa previdno pozvonijo, pa ti ponudijo interpretacijo in v tebi odvisno boš to vzela, ali ne. Torej, evangelizacija od spodaj, ne pa od zgoraj. Concilija seveda je potem naglo ploščo prav tipično obrnil, ker je to javno naredil zelo pompozno, lahko to kar naravnost povem. Leta 1992, torej ob osamosvojitvi, je bilo tisto srečanje v Dragi, eno od teh srečanj, in tam je prvič Rode nastopil z tezo o rekatolizaciji, se spomnimo tega. Takrat je Rode na piko vzel kot primer, kam ta naša družba drvi, ker nima pravih vrednot in tako naprej. Takrat se je Rode žolčno razgovoril o Cankarju, potem čez par let je pa tako ti stavek, vse je treba spremeniti od Prešerna v Cankarja in tako naprej. To je ta Mahničevska paradigma. No in Concilija je hitro zraven pristavil, veliko še malo olja na ogenj, češ, ja, pa Cankar, pa sploh ni imel vrednot, kak ničejanec in tako naprej. Vidite, to so te 4 interpretacije popolnoma izključujoče. Z vsem spoštovanjem do enega najboljših cankarologov, dr. Janka Kosa, on se še vedno drži tudi te, poslušal sem ga v Cankarju, okrog tiste razstave na predavanju, on se drži te interpretacije Cankar, hlapec Jernej. Ne boste slišali, da bi kaj lepega rekel v tej povesti. Interpretacija Janka Kosa je, da je tu ničejanska zadeva, ker je Cankar seveda tudi Niče bral in da v bistvu ne pripelje nikamor.
Tako da to je ena varianta tam teh grobo, da rečem, zaradi jasnosti diskvalifikacij. Na kratko bi dal peto, kar naprej, na zadnje 3 vrstice, ko ste pozorni. To je stran, stran iz Hlapca Jerneja. Cankarjev rokopis, takoj bom povedal, zakaj gre. Razdelite, prosim. Namreč paradoks je v tem, ali je to lahko res, je možno to brati kot komunistični manifest, ali pa, če obrnemo kot prepesnitev Biblije. To je interpretacija, po moje, ne zdrži. Cankar sam je opozoril temu istemu prijatelju, kateri je razvil to komunistično manifesto. Prijatelju je rekel tole, citiram, Cankar pravi: "Nalašč sem stisnil ta ogenj na kratki 2 strani, da bi naši zjavi ljudje ne pasli svojih pogledov na špektaklu, ampak enkrat čutili idejo, so upognili pod simbolom, kakor pod kvadrom." Torej, ta ogenj na koncu novele. Na koncu novele Cankar pride, mislim, Hlapec Jernej pride nazaj iz romanja, neuspešnega na Dunaju, vas bogi, zmatrani in tako naprej, in domnevno zažge kmetijo. Ne? To je ta ogenj, ki ga bolj interpretirajo kot simbol revolucije in tako naprej. Zdaj, zakaj bi Cankar samo opozarjal, da ni bistvo v tem ognju? Ta opis ognja je pol, kot rečemo, skrčil na slabi 2 strani, da ne bi mu pripisovali večji pomen. Poleg tega je izpostavil, da gre tu za simbol, da je Jernej simbol, ne pa njegovo dejanje. Če preberete, priporočam, ne, se zadeva kratka, boste videli, da to, kar Jernej je in kar počne, niti ene besedice, kaj šele zgodbe njegovih dejanj, ne morete niti podrazno povezovati s čimerkoli revolucionarnim. Jernej je tip betežen starček, no takrat 40 let je delal v Unisi Karjevini, pa recimo če 20 začetku je 50-60, ne, to je bila takrat visoka starost, izmučen in se je zdaj znajdu, tudi neizobražen, znajdu se je kje? V novih pokojih kapitalizma, ki jih ni razumel. Zelo preprosto. Jernej je pričakoval, in to je začetek novele, na prvi strani je ključen zaplet, da bo po smrti starega Sitarja, kjer je bil Hlapec, tudi zdaj sam Jernej, tako kot se je vse skozi dogajalo do kapitalizma, cenjen v hiši v tem smislu, ker je najstarejši, ker je tudi tam kot Hlapec nekaj prispeval in da mu bojo dali hrano in streho nad glavo in ga pustili na miru in da bo na peči lahko kadil svojo pipo kot un simbol, tako, ne, ležernega. Seveda, to je šlo v nos mlademu Sitarju in tu se je konflikt zaostri. Mladi Sitar mu reče, nekar se tako ošapno na uni pogrebščini, prva stran ne drži Jernej in tako naprej. Trikrat mu reče, Jernej tega ne razume, ker je pričakoval, ne, da ga prepustili na mir, pa mu dali za jest, pa ga spoštovali kot starega človeka, ne, kar so delali včasih v feudalizmu. Vse skozi je to kontekst, ko ni socialne države, to hočem povedati. Ne. Seveda, dokler je bil feudalizm, je to šlo, z nastopom kapitalizma pa Hlapci niso več percipirani kot nekaj, ne, tako kot domače živali, ki tam jo oskrbuješ, ne. Pač pa izključen iz ekonomskih meril. Po ekonomskih merilih stari Sitar Jerneja oslovi, ker Jernej mu ni več koristen, Jernej pa tega ne razume. In vsak, ki mu na tej usodi, na tej poti romanja odgovori na vprašanje, na Jernejevo vprašanje, kaj naj naredim, kdo ima zdaj prav, Jernej pričakuje, da bojo rekli, ne. Jaz imam prav in tako naprej, vsi mu rečejo, seveda imaš, sam zakonodaja je čist druga, ne boš nič opravil in Jernej tega ne razume. Zelo jasen namig, nikakor ne slučajen, zato sem te liste razdelil rokopisa, je v spodnjih 3 vrsticah, spodnjem odstavku, to je rokopis iz, to je stran
Cankarjevega rokopisa, da boste videli, da ne gre za nobeno napako. On je zelo lakocepsko rokopis, prednji je šel v tisk, popravljal, potem je bil znan. Torej, kako se začne romanje, Jernejevo romanje na Dunaj? Ker ko gre, ko je zdaj pognan čez prah, kot brezdomec, tako rekoč, gre iskat pravico vse tja do cesarja na Dunaj. Kako to zgleda? V prvi krčmi se ustavi, naroči večerjo, citiram zdaj to, hitro je povečerjal Jernej in je legal in je takoj zaspal, kakor da bi telo mahnilo v smrt ter ugasnile nenadoma vse misli. Takrat so se začele hude sanje Jernejeve. Tako je bilo. Na kar sledi dvopičje, to imate tam v tretji vrstici spodaj. In potem, ko se je zjutraj zdravil, je krčmar napregal in peljala sta se in tako naprej. In za tem dvopičjem je cel opis poti na Dunaj. To se lahko, mislim, da ne bo še govarjala, ker to je pač ena od možnih interpretacij. To se lahko bere tudi kot sanje, ki se spremenijo v nočno moro. Sociologi mogoče šlak dodali stik z realnostjo. Se pravi, živiš v prejšnjem svetu, današnji čas, to ne pozna tega občutka, vsi ga poznamo, današnji čas te pa povozi. Nič ne razumeš, naj ti še tako jasno povejo, nič ne boš upravil, pravice nima s tvoje strani in tako naprej. To je opis sanj, druga polovica in seveda tisti požar na koncu moraste sanje, če bi bilo karkoli v smislu revolucionarnega na tem požaru ali pa v smislu križanja Kristusa, pravičniškega, pompoznega, epohalnega, moralnega, če bi bilo karkoli, bi nekako pričakoval, da tekst nam to namigne, pa je ravno nasprotno. Prvič, sploh ni jasno, ali Jerneja sploh vrže, mislim, ali je Jernej zapalil, požgal si Terebino, on se je pač tam znašel. In prvi so tisti, bi rekel, množica, horda, ki ga vidi v njem grešnega kozla in ga prebijajo in pol vržejo na ogenj. Jernejeve besede so pa take, citiram, po pipo sem šel, dragi moji. Je ostala tam v ognju, pa sem šel tam iskat po pipo, pa zaradi tega je bil užgan. Torej, a je to kak revolucionarni stavek? Po pipo sem šel, dragi moji. To je stavek iz morastih sanj, to je zelo verjetno. Cankar je bil tudi zadovoljen, tako kot v mnogih drugih primerih, s to Smrekarjevo ilustracijo na naslovnici. Poglejte ilustracijo, to je Hlapec Jerne, se je poznana. Tole ni noben proletarec. To je starček, odslužen, vržen na cesto, tule hodi s palco in ne ve, zakaj se gre. Kaj je poanta? Cankar je zelo močno poantiral zgodbe brez rešitve, ki nas pretresajo ne samo zaradi tega, ker se ljudem godi hudo. Tudi danes se godi hudo, tudi nam se bo in tako naprej, smo bolni, umiramo in tako naprej. Tisto, kar je pred Cankarju pretresljivo, je to, da to, ko se ljudem godi hudo, da takrat ni bilo nobene rešitve. Nobene rešitve. Nismo imeli socialne države, to smo rabili še skoraj pol stoletja po drugi svetovni vojni. Nič. Bil si na cesti in zavladal je takrat liberalni kapitalizem, danes smo rečemo neoliberalni kapitalizem. Seveda, po Cankarju, tudi po zaslugi Cankarja, začenši s Krekom, potem imamo Husarja, v 20 letih smo dobili prvi Slovenci, eni prvih, tako kot Skandinavci, koncept socialne države, ki smo ga pa začeli pa aplicirati nekako precej štorasto po drugi svetovni vojni. Danes pa to razgrajujemo. Jaz mislim, da je to zdaj aktualnost. Brez socialne države se nam bo točno to dogajalo. Če dovoliš sam še en stavek, ista močna zadeva je pri Cankarju v tem njegovem prvi moderni roman Mina, kjer se sprašuje v eni zgodbi, ne bom zdaj bral, čeprav je zelo sočna zadeva, se sprašuje v eni zgodbi, kak odgovor bi bil, zakaj Hudiča skozi pravijo višek prebivalstva. Kaj je bil takrat višek prebivalstva? Višek mladih ljudi, otrok, takrat smo bili na začetku demografske tranzicije, ravno obratno kot danes. Danes imamo pa višek starih ljudi.
Torej, kako preživeti otroke, proletarcem, ki tudi sami nimajo, pa so izkoriščani in tako naprej. In potem pravi Cankar, ja, jaz imam recept. In napiše kulinarični recept, kako vlada telesca, narežete na solato in tako naprej in date v hrano višjim slojem in tako naprej, tak sarkazem morbidni. Ne? Če je človeštvo naredilo že toliko hudega, pa se bo tudi na to navadilo, nekako zaključi ta recept. Ne? Glede, ta recept je bil pol Hollywood ga je zares vzel, ne? Zeleno sonce, en film, pred par desetletij, to je negativna utopija, kjer tabletke delajo iz trupel revnih ljudi in jih pol dajo nazaj, ne? Da preživijo brezposelne revne ljudi. Ne? O čem je zdaj poanta? Če zastavite problem neprehranjenih, umazanih, nepreskrbljenih otrok kot višek prebivalstva, ne? Ker ga ne morete prehraniti, ja, potem logično sledi ven take izpeljave. Ne? Kaj boš pol? Nekaj koristnega je treba, ne? Pa recept na solata in tako naprej. Danes so nekomplicirane razstave. Tako je, to sem hotel povedati. Danes mi ne rečemo, da je problem preživetja oskrbe starih ljudi, recimo prerazdelitev, ne? Dohodkov. Če to rečete, ste že ultralevica in tako naprej. Danes se govori intenzivno od začetka 90-ih let, ne? Zlasti po zaslugi natalitetnikov, ne? Tistih, ki opozarjajo na nataliteto. Danes se govori o višku prebivalstva. Višek starih ljudi v družbi. To je točno enaka situacija kot na začetku. Skratka, napačna diagnoza, napačno vprašanje pripelje do napačnega problema. Ne? No, to se mi zdi.